vidim te kolesarje kot tajnice direktorja. Nikjer jih ni, ampak so pa odgovorni za skoraj vse. Mi je na eni luknji na spustu odneslo v bistvu Garmin nekam v prepad. Aha, se pravi, iščemo Simonovega Garmina. Da je pač znanost taka, da se je tudi 120 gramov ogljikovih hidratov na uro. Takole izgleda 100 gramov, ne? 100 gramov ogljikovih hidratov, ne? V obliki testenin. V obliki testenin. In to recimo, to bi moral kolesar pojesti vsako uro tako šalčko. Lepo zdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. To je tretji podcast Podium, kjer se pogovarjamo o španski kolesarski dirki Vuelti. Veliko vas je, ki vas spremljam to, tako da smo zelo hvaležni in veseli, da je tako, da vam je všeč vsebina, ki vam jo pripravljamo. In danes se bomo pogovarjali o tem, kar smo že videli, nekaj pa tudi malce za naprej. Veliko je bilo res dogajanja, videli smo vožnjo na čas posamično, videli smo dve zelo zahtevni gorski etapi, še vedno pa v majici vodilnega, torej v rdeči majici dirke po Španiji vozi Američan Sepp Kuss. Zelo bomo hvaležni, če boste spremljali ta kanal, veseli bomo tudi vašega odziva, bodisi med komentarji, dajte nam kakšen všeček, kakšno vprašanje, na katerega si želimo odgovoriti v teh oddajah. Gotovo vsakega odziva bomo veseli, delite to vsebino, da bi čim več ljudi doseglo in da bi tudi oni bili zadovoljni. V veliko veselje mi je, da ponovno pozdravljam dva gosta v naši družbi, tu je Jani Brajkovič, naš stalni sodelavec. Jani, živjo. In pa veliko veselje tudi, da je prišel v našo družbo Martin Hvastija. Moral sem si, Martin, veš kar zapisati, nekdani kolesar, trener, selektor, televizijski komentator, veliko sodelujeva posebej ob julijih med prenosi dirke po Franciji, pa te nikoli nisem vprašal, katera vloga ti je pa najbolj všeč od teh, bivši kolesar, trener, selektor, televizijski komentator? Oče. Okay, ja, treh mladih nadobudnih tudi kolesarjev, pa nogometašev, pa gimnastičarjev, pa še kaj. Kaj pa v športnem smislu recimo, če, dobro, to si zdaj lepo povedal? Ja, no, zagotovo, dokler si kolesar, so zadeve najlepše. Potem vse ostalo je tako ali drugače nadgradnja tega. Ampak v zadnjih letih je pa res, vem, da si ti, bom rekel, verjetno celo prvi obraz neposrednih prenosov dirke po Franciji, verjetno ti godi, da je tak projekt, recimo, sploh ob vzponu tega slovenskega kolesarstva tako lepo sprejet. Ja, zagotovo, sej pravzaprav je ta šport rastel tudi v tem medijskem smislu skupaj z uspehi naših najboljših kolesarjev. Še preden je Jani Brajkovič prišel do svojih rezultatov, sva s Tomažem Kovcem moderovala v enem od prenosov, oziroma po enem od prenosov, kako fino bi bilo, če bi imeli vsaj enega za 10. Odkar seveda zmagujemo takšne dirke, kot je dirka po Franciji, je vse skupaj drugače. Nekaj mi povej, vem, da o tem so se pa že pogovarjali. Kako pa si sprejel mojo vlogo, ko sem se pridružil tej ekipi TV Slovenija? Najprej malo z negotovostjo, ne? No, prišel si že sicer v igrano ekipo, Tomaž je pripeljal novega člana in jasno je, da vsak mora najprej skozi ognjen krst. Bilo je kar težko, ti moram povedati, malce ne vire. Vem, da veliko spremljaš kolesarstvo in kolesarske dirke nasploh, ali obstaja recimo kakšen dragulj, ki je spregledan. Dobro, 3 tedenske dirke, tako ali tako vsi spremljamo, vidimo tudi ostale nekatere dirke, ki so v neposrednih prenosih, ampak obstaja recimo kakšna dirka, ki je pravi skriti dragulj, recimo, za katero pa ti rečeš, to je pa dirka, ki jo bi moral vsak videti, recimo. No, ja, jasno, da so takšne dirke, predvsem pa si jih ne želim komentirati. Nekaj najlepšega je seveda doma, v miru pogledati dirko po Flandriji, Paris-Roubaix, tudi Sanremo, čeprav ga nimam možnosti v miru gledati, ker ti dan potem imamo vedno dirko v Izoli. Skratka, klasike, te tako imenovanje v narekovajih, spomeniki po novem, včasih dirke svetovnega pokala, največje dirke enodnevne na svetu. Kaj pa ti, Jani, če tak mehek prehod naredimo, recimo zate, katera dirka, poleg 3 tedenskih dirk bi bila? Ja, jaz imam tle drugačno mnenje. Jaz sem skozi celo kariero zelo veliko hodil po Ameriki. In tudi te ameriške dirke so mi bile zelo všeč, ker so pač drugi ljudje, drugače se dirka, ni nervoze, se
pravi dirka po Kaliforniji, nekaj let je bila tudi dirka v Koloradu, pa dirka po državi Utah, zvezni državi. Tista, za moje pojme, je to najlepša dirka, kar sem jaz kdaj vozil, dirka po Utahu. Kaj je to, konfiguracija sama, dogodek? Ja, sam dogodek, trasa, gore, ljudje, vse komplet. Američani znajo tako pompozno, tudi se počutiš verjetno kot zvezdnik? Ne, ni bilo toliko, da se bi počutil kot zvezdnik, mogoče glih obratno. V Ameriki kolesarstvo ni toliko popularno. Sama izvedba dirke je pa na zelo visokem nivoju. Pa tudi verjetno dejstvo, da je sama nervoza na dirki veliko manjša in lahko vzameš dirko bolj na sproščen način, če si seveda v dobri formi. Je veliko lažje dosegati rezultate, veliko manj truda treba vložiti, še posebej tega mentalnega. Ceste so lepe in široke. Ampak ne, ravno sem sedel v avtu skupaj na svetovnem prvenstvu s kanadskim selektorjem Nighelom, ki je rekel, da zamera ta severnoameriška scena. Dirke vse manj in manj mednarodnih, spet se vračajo z zgolj kriteriji, tiste hitre krožne dirke in enostavno so vsi, severnoameričani, sprav Kanačani, ZDA, prisiljeni priti v Evropo, kot je bilo to pred 30 leti, potem nekaj časa je obstala ta močna tekmovalna scena, žal ugaša. Mogoče pa Sepp Kuss je znanilec nove dobe ameriškega kolesarstva. Težko reči. Kakor jaz poznam zdaj zadevo, se v Ameriki bolj uveljavlja gravel scena, kriteriji malo več kot prej, cestno dirkanje pa je čist izumrlo. Po svoje razumljivo, Američani so tako ali tako nagnjeni tem arenskim športom, kjer lahko praktično s tribune vidiš celotno dogajanje v enem pogledu, in v tem pogledu je seveda cestno kolesarjenje nekoliko drugačno. Gremo kar na drugi teden kolesarske dirke po Španiji. Začel se je z kronometrom, izvrstna vožnja Jumbo Visme. Veliko je bilo vprašanj o tem, ali lahko Remco Evenepoel res obleče nazaj v rdečo majico, pa se to Jani ni ravno zgodilo. Mene je predvsem fasciniral podatek povprečne hitrosti zmagovalca, pa tudi drugih tekmovalcev. Mislim, da je Gana vozil 56 km/h. Ja, nekaj stotink manj. Kar je nepredstavljivo. Ampak lahka proga, mislim, da če se ne motim 160 višinskih metrov, se pravi, ni bilo nekaj. Ja, tudi če bi bila popolnoma ravna, je ta hitrost za pojme, vsaj za tiste, ki vozijo kolo, pa vejo, kaj pomeni se peljati 50 km/h, je to izjemno. Če dovoliš, Gana je svetovni rekorder na 1 uro, on se je vozil na dirkališču 57 km/h, v idealnih pogojih seveda. Na cesti nikoli ni idealnih pogojev, ampak dejstvo je, da tehnologija napreduje. Očitno je to rezultat tega. Pripravil sem tudi eno grafiko, namreč primerjavo, kakšne so bile povprečne hitrosti na 2 kronometrih, se pravi na Vuelti, na tem kronometru, o katerem govorimo, in na Giru. Ampak kronometer na Giru je bil čisto na začetku. In tule lahko vidite, da je recimo Primož Roglič dodal nekaj, več kot kilometer na uro v povprečju hitreje, Sepp Kuss pa recimo celo 3 km/h hitreje v povprečju. Je to sindrom rdeče majice ali kaj je to? To pogosto krat vidimo, Martin? Zanimiva primerjava. Ta kronometer je verjetno tisti uvodni, na začetku dirke ali Gira, ja. Uvodni ali drugi? Ja, uvodni. Uvodni. Jasno. Če govorimo o Seppu Kussu, on je prvič v življenju bil primoran kronometer odpeljati na polno. Še nikoli ga zares mu ni bilo treba. To seveda ta ogromna razlika. In pa jasno, tudi majica vodilnega, ki kakorkoli mu je bila podarjena v tisti 6. etapi, ta prednost 3 minut, jo sedaj seveda z velikim veseljem brani. Tudi s pomočjo odlične ekipe. In tudi ta rezultat na kronometer je prvo njegovo merilo. Vse ostalo je pač nima nobene vrednosti. Vse kronometre v življenju je vedno odpeljal nekako z levo roko.
Kaj pa je se zgodilo torej z Evenepoelom? Pričakovali smo, da bo konkurenci dal minuto, recimo, ne? Pa se je to daleč od tega, da bi se zgodilo? Ja, pričakovali smo, da bo blestel, ampak vseeno je dobro odpeljal kronometer. Ni, da je slabo odpeljal. Pač razlike so bile majhne, kaj je pa sledilo, smo pa potem v naslednjih etapah videli. Kot sem že rekel, mislim, da v drugi oddaji, tako dirkanje, kot ga je on kazal, ima zmeraj ceno za plačati. In ta teden se je to pokazalo. Ravno to sem želel vprašati. Na nek način taktika Jumbo Visme na izčrpavanje, na vse skupaj, pa tudi mogoče malce nespametna vožnja Remka Evenepoela pustila posledice tudi na kronometru, kljub temu, da je bil še tisti prost dan vmes, ko se načeloma da nekaj pridobiti moči nazaj. Ja, se da pridobiti moči, ampak pridobijo tudi drugi kolesarji moči nazaj. Zdaj, taktika izčrpavanja mogoče ne bi rekel, da je taktika izčrpavanja, ker je ekipa toliko močna, da tudi če grejo na 80%, je to za druge ekipe zelo težko. Pač so toliko močna ekipa, da si to lahko privoščijo, oziroma imajo tak plan voditi dirko in zaenkrat jim kaže zelo dobro. Primož Roglič je odpeljal zelo dober kronometer, na koncu je bil na 3. mestu, Remka je držal, to je bil na nek način mogoče celo nek naš strah, da bo Remko res napravil kakšno veliko razliko napram Primožu Rogliču, ampak to se ni zgodilo. Se pravi, Primož je na neki zelo dobri ravni, v dobri formi. Ja, podobno kot tudi drugi kronometer na Giro, kjer je Primož rastel v formi in zaostal veliko manj od mnogih pričakovanj za Remkom, ki je pač izjemen kronometrist, o tem ni dvoma. Primož je bil celo hitrejši od Remka v prvem segmentu, se pravi po prvem merjenju mestnega časa, kjer je bilo nekaj klanca. Potem je seveda s hitrostjo proti koncu izgubljal nekaj več, ampak vseeno izjemen kronometer za Primoža Rogliča, zagotovo dokaz, da je v vrhunski formi, tudi konec sezone. Je mogoče se tule že kaže, recimo tu smo že govorili v tem našem podcastu, da Primož je prvič se res zelo konkretno pripravljal na Vuelto in seveda tudi veliko z mislimi, vedno se mu je dogajalo, da je v 3. tednu padal, zdaj je mogoče malce zadržan, se ti zdi, da varčuje moči recimo bolj, ali pa jih bolj pametno razporeja? No, pravzaprav težko ocenjujem, dominacijo oziroma premoč ekipe Jumbo Visma je pač tolikšna v tem delu oziroma v tem trenutnem stanju razmerja moči med ekipami na dirki po Španiji, da praktično niti ne moremo oceniti po tem, kar vemo, po podatkih, ki jih imamo in po sliki, ki jo vidimo, kako dober Primož je. Tudi situacija s tem, da ima pač Sepa Kusa v rdeči majici, sicer nekoliko nepričakovano, pa vendarle z veliko prednostjo, pravzaprav ne omogoča tega, da bi dobili vpogled na to, kako dober Primož je, kajti na nek način seveda ima zvezdane roke. Konkurenca znotraj ekipe je tako močna, še nikoli niso bili s tako postavo na dirki po Španiji. Primož je vedno reševal sezono z dirko po Španiji, kjer je bil bolj ali manj edini kapetan, sicer z dobrimi pomočniki, tudi Sepp Kuss vedno zraven, ampak tokrat seveda je zraven tudi Vingegaard, dvakratni zmagovalec Tura in razmerja znotraj ekipe so precej bolj zapletena, kot so bila v preteklih letih. Kako je potem Sepp Kuss sedaj? Pripravil se je kot pomočnik, se je pripravljal, zdaj je kar naenkrat se preobrazil v enega od kapetanov. To je vendarle velika razlika, tudi bom rekel z psihološkega vidika precej teže, več medijskih obveznosti, mu mogoče pomaga ta ameriški karakter, ki je mogoče nekoliko bolj sproščen. Ne vem, Sepp Kuss, vsaj po informacijah, ki smo jih uspeli zaslediti, ni bil mišljen kot eden od kapetanov na Vuelti. Prišel je na svojo 3. veliko dirko v sezoni, 3-tedensko. Menda po svoji želji. Po svoji želji, v zadnjem trenutku, tako rekoč. Dejansko se je znašel v vlogi kapetana zaradi tega, kar se je zgodilo v 6. etapi s ciljem na observatoriju, kjer je seveda Remko oziroma njegova ekipa dopustila na nek način beg, ki je bil vsaj za moje pojme absolutno prenevaren za to, da bi jih pustili 4 minute spredaj. Prišel je s 3-minutno prednostjo
potem v cilj pred Primožem Rogličem in Vingegaardom, še pol minute več pred Remkom. In tam se je pravzaprav dirka zlomila. Ne? Jasno, ko daš kolesarju, kot je Sepp Kuss, takšno priložnost. Sepp Kuss ni nikoli rekel, da nima ambicij tudi v generalni razvrstitvi dirkati na svoj rezultat. Pred 2 letoma je dobil celo priložnost v prvem delu ekipe na Kataloniji in na Romandiji, da vozi na svoj rezultat kot kapetan ekipe, ampak se ni izkazal, bil je 14. in 12. Tokrat tudi ob tej premoči ekipe je zadevo vzel zares. Jani, tudi Sepp Kuss je večkrat povedal, da ima čuti to podporo, recimo posebej od Primoža Rogliča, ki mu menda reče, zdaj pa uživaj v tem, nosi rdečo majico, ekipa ti bo pomagala. Se pravi, izgleda kaže, kot da imajo čisto resne namene, da bo Sepp Kuss tisti, ki bo na koncu dvignil kolo. Ja, s tako ekipo, kot jo imajo oni, prav gotovo, ker tudi izgubiti nima kaj. Pardon. Ker stvar je v tem, da tudi če Sepp Kuss odpove, je za njim Roglič pa Vingegaard in nimajo kaj izgubiti. Tako da glede tega je sigurno bolj pomirjen in pač gre iz dneva v dan in kam ga bo pa to pripeljalo, verjetno mogoče v Madrid z rdečo majico. Gremo še 13. etapo, ki smo tako nestrpno pričakovali s ciljem na Tourmalet. Vingegaard si je res očitno odlično pomogel. Tu smo se spraševali v drugi oddaji, ali bo v drugem tednu pokazal boljšo formo, glede na to, da ima za seboj zmago na dirki po Franciji, ampak očitno je pregrizel tole. Se ti zdi, da je forma v vzponu njegova? Trenutno zgleda, da vozi bolje kot v prvem tednu. Tudi tista 2 napada na začetku Tourmaleta sta bila zelo močna. Tega iskreno jaz nisem pričakoval. Vemo, kakšna kolesarja, vemo, česa je sposoben, tako da sigurno ga ni za podcenjevati, ampak zna se zgoditi še marsikaj do konca Vuelte. Mislim pa, da Roglič in Vingegaard ne boste napadala Kussa. Tako da, če se res nekaj hudega ne bo zgodilo, bo več ali manj ostalo tako, kot je. Kaj pa ti, Martin, kako vidiš trenutno formo Jonasa Vingegaarda? No, še tole bi dodal. Etapa z obiskom in Tourmalet je bila daleč najtežja etapa, koliko se jih jaz spominjam na Vuelti. To je bila prava etapa z dirke po Franciji, 4000 metrov višinske, 3 legendarni prelazi, pa še začetek navzgor. Tako težkih etap se jaz ne spomnim na Vuelti. V mojih časih smo vozili v okolici Nava Serrade 3 prelaze, ki pa še zdaleč niso podobni, seveda, tem pirinejskim. V zadnjih letih, predvsem lani, moramo vedeti, je bila Vuelta bistveno lažja. Večinoma razgibane etape s ciljem na klance, takšne ali drugačne, ampak da bi si prelazi sledili s takšno frekvenco, kot je bila ta začrtana po seveda francoskih tleh, je res velika preizkušnja za vse. Tako da, kdor je osvojil takšno etapo, zagotovo ni slab kolesar. Jasno je, da vemo, kakšnega kova kolesar je Jonas Vingegaard. Čeprav jasno, da ni v takšni formi, kot je bil julija na dirki po Franciji, pa vendarle. Razmerje pač znotraj ekipe, o tem sem že govoril, moči je takšno, da lahko delajo, kar hočejo. Pravzaprav se lahko igrajo po mili volji. Rezultat bo vedno za njih zadovoljiv. Verjetno, da ga ni nikogar, ki ne bi privoščil zmage Seppu Kussu. Tudi zato, ker je že naredil na vseh 6 osvojenih Grand Tourih, je bil zraven vedno v vidni vlogi glavnega pomočnika na koncu v gorah, čeprav vedno tudi malce za svoj rezultat, tam 12., 16., 8. je že bil na Vuelti, Sepp Kuss. Ampak ja, ne verjamem, da mu kdo ne bi privoščil te zmage. Seveda nam, ki navijamo za Primoža Rogliča, se to morda zdi na momente, kot da je ujet v to zlato kletko Primož. Jasno, hipotetično, kot da ima na nek način zavezane roke, ampak ekipa pač bo odločila, oziroma tudi noge na koncu,
Tudi kakšen zlom še ni nemogoče v teh zadnjih težkih etapah, še 3 so. Ja. Ampak ja, ob tem, da ima takoj za sabo še Primoža in Vingegaarda, ekipa seveda nima nobenih skrbi. Malo tako nesramno vprašanje, pa odpustite mi, ker nisem ravno kolesar. Če bi Primož na svojo roko šel na neki težki etapi, kaj se recimo bi zgodilo v ekipi? Zamenjal bi ekipo. Ja, Jani, bi ga za ušesa? Za ušesa ga verjetno ne bi, ampak odziv ekipe, pa tudi odziv javnosti verjetno ne bi bil ugoden. Se pravi, mora tu poslušati navodila. Trenutno ja. Martin, nekaj si hotel, si imel še nekaj na jeziku. Ne, mislim, težko je govoriti o tem, ne? Samo Primož sam ve, oziroma ne vemo, kaj si v resnici želi, ne? Ampak on se v tej ekipi počuti dobro, vsaj po tem, kar kaže in govori zadnja leta. In jasno je, da potem v situaciji, kot je ta, tudi sledi temu, kar rečejo. O tem ni nobenega dvoma, kaj bi bilo, če bi bilo. To je ekipna šport. Ker gre za vrhunsko ekipo, ki je pač na tej dirki še posebej dominantna, potem pač ni kaj dosti soliranja. Seveda pa ne bi želel ogroziti recimo kakšnega skupnega cilja. Jumbo Visma je šla povsem odkrito na zmago na 3-tedenski dirki, da bo osvojila vse 3-tedenske dirke. Zdaj le bomo priključili še enega znanega človeka, to je moj novinarski kolega in prijatelj David Črmel, ki se nahaja v tem času v Španiji. Torej, David, videli smo v tem tednu 2 zahtevni gorski etapi. Jumbo Visma je pokazala svojo moč, kar smo tudi zdaj že govorili. Kako pa si ti videl recimo Primoža Rogliča in pa se je mogoče prelevil z kapetana v pomočnika sedaj? Ja, Miha, lep pozdrav iz Pamplone. Kakorkoli, vse do sedaj je Jumbo Visma pokazala pravo moč in pravzaprav dokazala, da je na teh največjih, najtežjih, najdaljših etapnih dirkah letos zares izjemna, še posebej seveda je bila na dirki po Franciji in tudi tukaj na dirki po Španiji, medtem ko je seveda na dirki po Italiji Primož Roglič naredil svoje, kljub vsem težavam celotne ekipe še pred startom. Tukaj pa je ekipa prišla v zares zelo močni zasedbi in to so samo dokazali v teh dneh. Tudi ko je Remko Evenepoel govoril, kako lahko premaga, kako se lahko sooči z njimi, se mi zdi, da jih pravzaprav nikoli ni zares skrbelo, verjeli so v svojo moč in to sedaj pokazali tudi na cesti. Ja, kdo bi vedel, da bo Sepp Kuss sedaj v rdeči majici, predvsem pa zelo, zelo lepo, veliko prednostjo bo šel v te naslednje etape, tudi v ta 3. teden, kot mnogi opozarjajo, da je še zahteven. In tu je seveda Primož Roglič. Kako sem ga videl, Primoža? Ja, prav veliko ga nisem videl, veliko več ste ga vi na televiziji, ki ste spremljali prenose, videli, sam sem ga pač na startih in ciljih, ampak je predvsem, kar sem ugotovil, je zares sproščen, zares dobre volje. Mislim, da še zdaleč ni pokazal vsega, prihaja svež tudi na cilje, kljub recimo gorskim etapam, tem zahtevnim prelazom, ki so jih imeli v zadnjih dneh na dirki po Španiji, kjer pravzaprav nismo vajeni tako dolgih vzponov, kot so bili tile v Pirenejih, ampak kakorkoli Primož deluje še zelo sveže in pripravljen tudi za naslednje dni. Seveda pa je vprašanje, kako bo potekalo vse skupaj v Jumbo Vismi. Prvi 3 so v skupnem seštevku, zato je to toliko sicer slajše, pa vendarle obenem tudi težko delo, tudi za športne direktorje. Hvala lepa, David. Še enkrat se bomo slišali danes. Vaju skrbi to, kar je David rekel, da Primož prihaja v cilj svež, se pravi, da kolesari z eno nogo, če tako malo karikiram, Jani? Mene ne skrbi. To je zelo, zelo pozitivna novica. Ampak vprašanje je, če bo lahko to svežino unovčil. Pa tudi če je ne, pač cilj ekipe je zmaga dirko, če zmagajo s Sepom, bo tudi odlično. Mislim, da vsi v ekipi privoščijo Sepu to zmago. Bo pa mogoče malce grenek preokus, ker pač ni izkoristil forme.
Še eno zanimivo primerjavo imamo, še ena grafika, namreč pogovarjamo se o Tourmaleju in našli smo eno res super zanimivo primerjavo. Tule je ta grafika Tourmalet, dolžina 20,85 km, naš Mangart iz Loga pa 20,84, višinska razlika, res zelo podobno. Jani, kdaj si ti bil nazadnje na Mangartu? 3 leta nazaj. Okay. Ja. Ni podoben. Za moje pojme je Mangart težji klanec. Težji. Ja. Ne, predvsem ni, Tourmalet je bolj konstanten. Tukaj ni grafa, mislim, ni slikovne Profila, predstave. Ne. Začetek je veliko bolj položen, potem na koncu je Mangart težji. Tourmalet je pač relativno konstanten klanec. Mislim, da tudi ima višjo višino na koncu ali podobno. Skratka, različna klanca, ampak ja, po teh podatkih podobna. Žal, na Mangartu sama logistika, širina ceste ne omogoča izvedbe velikih kolesarskih tekmovanj. Bomo o tem še govorili potem, ko se nam pridruži Simon, on je bil nedavno na Mangartu, pa bom povedal še kakšno izkušnjo. Še mogoče se ozrimo v drugo, namreč 13. etapa Tourmalet, potem 14. etapa tudi težka, tam pa je Remko pokazal, zobe, nekako bil dober, izkoristil svoje, znanje, izkušnje, kakovost. Ja, izkoristil je formo, ki jo še ima. Oprosti, te bom kar prekinil. Kako se lahko recimo zgodi v 13. etapi, ga ni bilo nikjer, ne vem koliko je zaostal na koncu, 10 minut, ne? In potem pa naslednjo etapo bil pa tako odličen. Kaj se tole... Mislim, da je zaostal 27 minut. Ja. Pa ure, ja. Pač pridejo dnevi, ko ne gre, ko telo odpove in takrat je pač to. Ne moreš. Ne? Kar pa ne pomeni, da forme ni, da je forma kar čez noč zginila. In potem čez noč se kolesar, bomo rekli, postavi na noge, nikoli 100%, ampak za njega je bilo to dovolj. Videli smo zelo prepričljivo predstavo. Verjetno je večino dneva dirkal iz besa, ki ga je imel po takšnem dnevu, kot je bil dan na Tourmaleju. Kaj se ti zdi, Martin, zdaj Remko, tudi David je nekaj govoril o tem, da se še ni čisto predal, ampak je to bolj šel za javnost? Ali... Jaz Remkota spremljam že od leta 2018, ki je bil mladinec. Ja. V tistem letu je zmagal 22 dirk pri mladincih, praktično vse, ki jih je štartal. Naslednje leto, ko je bil prvo leto profesionalec, prestopil je direktno med profesionalci, torej v ekipo Quick-Stepa, brez tega prehodnega obdobja v ekipah kontinentalnega nivoja, kategorij do 23 let in podobno. In na prvi dirki v sezoni, na dirki San Juan v Argentini, je bilo prisotnih, mislim, da 22 belgijskih novinarjev. Torej, pričakovanja, jasno, domače javnosti so bila ogromna že leta 19. Ja. Jasno je, da je potem Remko skozi kariero tudi spretno izbiral manjše dirke, skozi katere je rastel in na koncu osvojil lani Vuelto in svetovno prvenstvo. Ampak na nek način se je sedaj prvič srečal, narekovajo s titani, torej s tistimi res najboljšimi kolesarji na svetu, kot sta Primož Roglič in Jonas Vingegaard zagotovo. Tudi Pogačar, ne? Tudi Pogačar, ki ga tule ni, In to je njegov prvi pravi obračun na 3-tedenski dirki, s takšnimi kolesarji tega kova. Jaz mislim, da je v tej etapi, o kateri smo že govorili, to je res prava etapa z dirke po Franciji, lahko bi bila tudi kraljevska na dirki po Franciji, začutil, da pač ne gre tako hitro ali pa tako dobro čez toliko klancev. On je spustil za Almeido. Ja. Almeida je prišel 6 minutami v cilj, Remko pa 27. Torej namenoma je zaostal pol ure v tej etapi, da bi lahko potem kasneje seveda nekaj prihranil, potem ko pač je videl, da ne more z najboljšimi. Slab dan se mu je zgodil. In jasno, ko imaš pol ure zaostanka, potem je možno tudi to, kar počne v zadnjih dneh. Torej, tudi v 15. etapi je potem spet napadal, agresivno dirkal, seveda ne tako uspešno kot v 14. ampak ja,
jasno, da že to, kar je pokazal v 14. etapi, je dosežek sam po sebi. Če bi to uspelo, da nimo, ne vem, Matej Mohorič, če bi spet govorili, kako krasen kolesar je, Matej Mohorič, ali pa ne vem, kdorkoli. Ja, to ni enostavno, ampak z ambicijami, s katerimi je prišel na Vuelto in jih tudi na glas oznanjal, pač je to zgolj obliž narave. Dejal si, da dolgo časa poznaš Remka. V prejšnji oddaji smo se tudi pogovarjali o tem, da je tak srborit, pa se pritožuje, pa to, kako ga ti vidiš? No, osebno ga pač ne vidim, to vidim ga skozi medije, kot ga tudi vsi ostali. Remko je zagotovo kolesar, ki v kolesarstvo prinesel veliko pozitivnega. Zanimanje svetovne javnosti se je izjemno povečalo spet za kolesarski šport. Po drugi strani pač rad govori, je izjemno hvaležen material za novinarje, tudi Črmeli je všeč, ker veliko in rad govori. Pa veliko je na voljo, se pravi. Veliko je na voljo, zna povedati stvari, retorično je spreten. Je pa vnesel, se mi zdi, v ta šport tudi nekatere prvine, ki jih sicer nismo bili vajeni od kolesarjev njegovega kova. Mogoče zadnje se spominjam morda Marija Čipolinija, legendarnega šprinterja, da se je obnašal tako bahavo do medijev in do izjav, ampak seveda, biti šprinter ali pa kolesar za skupne zmage je nekaj drugega. Ponavadi so ti kolesarji manj zgovorni, skromni, malo zadržani, tako da pač Remko je drugačen in to ni nujno negativno, lahko je tudi pozitivna lastnost. Tako da, ja, zagotovo, če se veliko govori o njem, potem pač bo nekaj na tem. Zdaj bi se dotaknil še ene teme, namreč zdaj v dveh podcastih nismo kaj dosti govorili o drugih slovenskih kolesarjih, ki pa so tukaj. Poleg Primoža Rogliča seveda recimo Jan Tratnik pomaga Primožu Rogliču, ki je v skupnem seštevku najvišje uvrščen med ostalimi našimi, med prvih 50. Pomočniki Jani, to so v bistvu srž vsake ekipe, se pravi jedro, ni končni uspeh, je samo za enega, ampak cela ekipa kar fino dela. Ja, jaz vidim te kolesarje, kar Domno zelo dobro poznam. Bomo o Domnu še potem, ampak... Vidim te kolesarje kot tajnice direktorja. Nikjer jih ni, ampak so pa odgovorni za skoraj vse. Ja. In to so taki kolesari, ki naredijo ogromno za ekipo, za kapetane, nimajo pa rezultata. Skupnega, Skupnega, tako. Tako da se ne govori dovolj o njih, oziroma se jih ne ceni dovolj. Martin? Ja, podobno, tudi sam sem že rekel, da zelo malo ne vidimo teh stvari, ki se dogajajo v ozadju. Ne bom kritiziral prenosa dirke po Španiji, ki je sam po sebi pač drugačen. Mislim, da boš rekel, ne bom kritiziral, ker je slab. Tega, ker smo vajeni iz dirke po Franciji, ampak jasno, Tour de France ni merilo. To je pač najboljša narejena produkcija in ne moramo pričakovati, da bodo vse podobne, ne pa enake. Ampak dela Domna Novaka se praktično ne opazi. Pa je bil kar nekaj etap dolgo časa v ospredju, ker je seveda reševal situacijo za svojo ekipo in delal tisto, kar so mu naročili. Tudi Jan Tratnik od samega začetka etap ga čaka zelo trdo delo. Govekar večkrat tudi v poskusih pobegov, potem ko je dobil proste roke, ampak ne pride do neposrednega prenosa, tako da se tega na koncu niti ne vidi. Ampak ja, dejstvo je, da že samo stati na štartu ene od 3 tedenskih dirk moraš biti vrhunski. Se pravi, ne glede na to, katera dirka je to, gre za vrhunske kolesarje, ki so tam zato, ker so dobri. In kritizirati kogarkoli od njih je seveda, milo rečeno. Absolutno ne. Zdaj želel sem malo spodbuditi debato, da vemo, da tudi oni so in da so zelo pomembni. Nazadnje sam si omenil Matevža Govekarja, ki je bil 10. v 7. etapi. To je izjemen dosežek v bistvu, Jani? Izjemen, seveda. Problem je v tem, ker smo toliko razvajeni. Ja, tako na teh dirkah ali pa na Touru, recimo, če naš kolesar ne zmaga, je že ni dobro. In potem, ko gledamo 10. mesto na Vuelti,
nam ne pomeni veliko, ampak v resnici je to zelo dober rezultat. Ne? Ker moramo vedeti, da so vsi kolesari, ki so na 3-tedenski dirki, z razlogom na tej 3-tedenski dirki. Na Vuelti mogoče 80%, eni so kazensko. Ampak vseeno so zelo dobro pripravljeni in so pač tam z razlogom, da pomagajo ekipi. Ne? Tako da o tem se zelo malo govori in zelo malo ve, ampak je pa prav, da javnost ve, da ti kolesari so izjemni kolesari. Recimo, eden izmed slovenskih kolesarjev je pred parimi dnevi 40 minut vozil s 6 vati na kilo, pa ga ni bilo v zaključku nikjer. Ne? In to je podatek, ki recimo, če jaz primerjam s svojim dirkanjem na Turu 2012, je bilo pol ure 6,1-6,2 vata dovolj za Deseterico. Ja. Za 8. mesto na etapi. In tukaj vidimo tudi, koliko je kolesarstvo napredovalo, tehnologija, treningi, prehrana, vse. Vidimo pa tudi, da so kolesarji, ki ne dosegajo rezultatov v smislu generalnega seštevka, da so izjemno dobro pripravljeni. Še malo mogoče o Matevžu Govekarju. Se mi zdi, da on je naredil kar velik preskok, ne? Ko je prišel v Bahrajn iz nižje ravni. Je to še uvajanje na nek način zanj? Ja, Ki ga zelo dobro poznaš. zagotovo. Lani je bil še v kategoriji do 23 let, ne. Tudi 8. na svetovnem prvenstvu v Avstraliji med mladimi kolesarji. Predvsem pa je šele 3-4 leta na cestnem kolesu, ne. Pred tem je bil gorski kolesar, kar je že samo po sebi fenomenalno. Nima težav z vožnjo po glavnini, znajde se tudi na spustih, nima težav s temi osnovnimi taktičnimi prvinami, ve, zakaj se gre v pelotonu. Tako da ne vidim nobene težave pri njem. Hiter je, ne, tudi poskuša. Jasno, za šprinte glavnine, pa čeprav na Vuelti ni kakšnih hudih šprinterjev. Ne. Iz prve, mislim, da 40-terice jih je samo 6 šprinterske lestvice. Pa vseeno, ima možnosti, če mu uspe kakšen beg v kakšni od lažjih etap, potem je lahko tudi zelo, zelo visoko, ker je eksploziven in hiter na koncu. Jasno, vprašanje, kaj ti ostane po dolgem begu, ampak ja, dober kolesar, ki ima seveda tudi še mnogo možnosti za napredovanje, če bo dobil priložnost in proste roke. Ko si ravno pri zgodovini, leta 96 sem vozil svojo prvo Vuelto, pa sem jih potem 7, še pred Janijem Brajkovičem. In na prvi Vuelti sem bil 3-krat med deseterico. V sprinterskih etapah sicer, ker nisem pač zmogel bežati in nisem bil dovolj dober za hribe, ampak v šprintih sem mešal štrene. In jasno, te zadeve še zdaleč niso bile opažene, ker pač kolesarstvo ni bil šport, ki bi ga množični mediji sledili, ampak to ni lahko, Zame je bil cilj sezone tista Vuelta. Mi smo bili majhna ekipa Cantina Tolo, celo leto smo se borili za povabilo, celo leto vozili španske dirke s tem namenom, bili smo italijanska ekipa, pa nismo dobili Gira, dobili smo povabilo na Vuelto in smo se res pripravljali na to Vuelto. Tako da, kot sva že rekla, že samo biti tam pomeni, da si vrhunski. Mi smo imeli znotraj ekipe strašne boje, da smo se uvrstili v ekipo. Priprave in na pripravah interne dirke in podobne zadeve, tako da to nikakor ni lahko. Tudi ko govorimo o najmanjših ekipah z najmanjšim proračunom in s tistimi, ki komaj končajo etapo, vedno gre za vrhunske kolesarje, da so sploh tam. Omenil si te svoje dosežke, pa te kdaj kakšen zmagovalec, kakšen šampion, recimo, potreblja pa rekel, odličen šprinter si? Ne, ker nisem bil. Ne, dobro, če prideš v desetirico, to je že. Ne, Marcel Wust mi je na cilju v Santanderju, ker mimo grede danes pijo, oziroma včeraj, rekel, da več ne boš tukaj slučajno gužve delo, ker me je moral odriniti med sprintom, da sem se omaknil. Bil sem na kolesu Janu Svorodi, ki je kasneje zmagal etapo, naš šprinter Chamberlain je rekel, da ne bo sprintal, mislim, da bi to leto kasneje. Dobil sem proste roke v zadnjih kilometrih, potem pa sem tam delal gužvo. No, zanimivo, ko smo v prejšnji oddaji smo gostili Luko Mezgeca in smo se tudi malo o tem pogovarjali, kako res recimo lead out opravi svoje dele do 200 metrov pred ciljem, potem tisti pravi sprinterji po teh 200 metrih, ampak razlika med
temi kolesari, ki so lead outi in sprinterji, ki potem tudi sprintajo za končno zmago, je tako menda gromozanska, da 200 vatov ja. na 15 sekund. Tako da to je pa so kar velike razlike. Še o Domnu Novaku kakšno besedo, naknadno, pravzaprav v zadnjem momentu je prišel na Vuelto, ampak menda v dobri formi, je tako? Ja, njegov problem, če lahko rečemo, je bil ta, da je pred Vuelto dirkal po Burgosu. In na tej dirki je pokazal zelo dobro pripravljenost, pokazal je tudi, kako dober pomočnik je. In po dirki so pač kolesarji predlagali njega, če ga bi lahko dali na Vuelto. Nažalost je eden kolesarjev, ki je bil originalno planiran za Vuelto, zbolel in je pač Domen prišel na Vuelto. Kar za njega sicer ni bil šok, jaz mislim, da zanj je to zelo dobrodošla dirka, ker bo lahko izkoristil formo in pokazal, da je pač zelo dober kolesar, še boljši pa pomočnik. Jaz bi za njega rekel, da je kot lepilo, ki drži ekipo skupaj. Danes si dobro razpoložen v teh primerah, ne? Prej si rekel tajnice direktorjev, zdaj le lepivo, dobro, mogoče še kakšno do konca epizode. Ja. Če smem samo dodati, tudi sam, kolikor sem pač ga uspel videti, med to dirko raste. Ne. Če kolesar raste med dirko, se pravi, z dneva v dan lahko naredi več, bolje in dlje pride pri tem, kar pač dela, je to dober znak. To je, tudi če ni bil v začetku planiran, pomeni, da predvsem v takšnih situacijah, ko nekdo pride na dirko v zadnjem trenutku, in potem skozi dirko raste, pomeni, da ima motor, torej, da ima osnovo, na kateri lahko gradi in da je vrhunski kolesar. Seveda bomo stiskali pesti tudi za ostale slovenske kolesarje v tem 3. tednu, ki prihaja. Zadnji teden bo odločil na 3 tedenskih dirkah, mogoče še ni čisto vse odločeno, ampak čaka pa vseeno težke etape, čakajo kolesarje. Zdaj le bomo videli enega od profilov in sicer 17. etapo. Tule je ta profil, se pravi, prinaša brutalen zaključek na Angliru, okoli 6 km. To se sicer ne vidi čisto dobro, ampak ja, ta ciljni vzpon je res izjemno zahteven, večkrat gre strmina čez 20%. Je to sedaj kraljevska etapa 3. tedna, Jani? Jaz mislim, da je Angliru najtežji klanc v Španiji. Absolutno. Tudi če greš počasi, je izjemno težek klanc. In tu se pač lahko zgodi marsikaj. Zdaj jaz bi rekel, kakšna ekstremna presenečenja, če se bodo zgodila, se lahko tukaj zgodijo. Pa spet, Jumbo ima 3 kolesarje, tako da so še zmeraj v igri za zmago. Mislim, da se zadnja 2 klanca zmeraj vozijo ista. In že ta prvi klanec je težak, potem pa še ta zadnja 2 in to je izjemno težka etapa. Ja, v kombinaciji tako je en za drugim, praktično brez ravnine, samo spust, pa tako je na Angliru. Angliru smo prvič vozili nekje na prelomu tisočletja, ali mislim, da v leta 2000, nekaj podobnega, Gilberto Simoni je bil prvi na vrhu. Samo 4 so ga prevozili brez potiskanja. Vse ostale so nas navijači pomagali do vrha. Mislim, ja, že samo priti na vrh je res posebno doživetje. To je izjemno stopničast klanec. Na srečo so vmes nekoliko poravna, vsake toliko časa, ampak tisti umestni odseki, ki niti niso na tem grafu narisani, so res peklenski. Brez gozda, odprt teren, ogromno gledalcev, skratka, na srečo gledalci so tam tisti. Zdaj za ta zadnje zelo dobrodošli. Ne smeš priti v veliki skupini, ampak je bolje jih malo spustiti. Potem imaš več možnosti. Je pa res, da so potem že utrujeni od tistih, ki so tekli, za katerimi so tekli predtem. Ampak ja, lahko se naredijo velike stvari. Predvsem je to etapa, kjer lahko nekdo tudi počine. Torej, ne bom seveda v imenih, ampak mnogi pričakujejo, ne vem, tudi zlom morda Kusa v zadnjem tednu, ker je vozil 3 tedenske dirke. Čeprav samo osebno mislim, da ne.
Predvsem se mi zdi glavni problem te trenutne situacije za zmago na Vuelti ta, da ni pravega izzivalca. Jaz upam, da bo Ayuso dovolj dober v tej etapi, da bi lahko razlomil ta pakt. Ja. Jumba. Trojedino. Ja. Kraljestvo. Na vrhu ni Remka takšnega, kot smo ga pričakovali, da bo v tem zadnjem tednu še zraven. Vsi ostali komaj držijo, tudi Landa, Soler. Ne vem, to se mi zdi glavni problem. No. Se pa lahko zgodi marsikaj vseeno. Prej smo malo z Janjem govorili o tem Angliruju, pa je rekel, da se voziš tudi 8-7 km/h, pa sem se takoj spomnil, 7 km/h muhe letijo. In dobro, zame je že rakitna velik vzpon in tam mene muhe prehitevajo, ampak to za kolesarje 7 ur, to je peklensko. Ja, ker klance vleče celo večnost. Gre zelo počas. Tudi če je dež, je problem, ker zadnje kolo zdrsuje in se ne da stojeh kolesariti. Tako da je vrsta enih težav, ki lahko nastane. Lahko je dež, deluje v teh Asturskih gorah, blizu Severnega morja in tam je vreme vedno spremenljivo. Tako da ja, tudi vreme lahko seveda krojira splet te etape. Ja, letos je na dirki po Španiji tako ali tako vreme že ukrojilo, tako da bomo videli zadnji teden. Spet se bomo preselili v Španijo, kjer je še vedno David Črmel. Kakšna, David, pa so tvoja pričakovanja za ta zadnji teden? Nekateri namreč menijo, da je Vuelta odločena. Ja, zdi se, da je Vuelta odločena vsaj z te smeri, da bo Jumbo Visma zmagala, kajti premagati 3 take kolesarje se zdi nemogoče in pravzaprav zares je nemogoče v tem primeru, vsaj kar so do zdaj pokazali, kajti vsak napad katerega koli drugega kolesarja so imeli pokrit in vsaj z navidezno lahkoto so imeli vse to pod nadzorom, napadli takrat, ko se jim je zahotelo in sledili Masu, Ayusu in drugim tudi takrat, ko so ti poskušali. Sicer pa zadnji teden letošnje Vuelte prinaša precej zahtevnejše etape kot naprimer lanski, ki jo je Vuelto dobil Remco Evenepoel. Povsem drugačna trasa je bila na lanski Vuelti v zadnjem tednu. Tokrat je precej zahtevnejša. Mnogi izpostavljajo Angliru, mnogi pred zadnjo etapo. Vsekakor bo še pestro, bo še zanimivo, ampak ja, vse več je teh, ki pravijo, da je zmagovalec letošnje Vuelte oziroma bo zmagovalec letošnje Vuelte Sepp Kuss, sicer pomočnik obema tistima dvema, ki mu sledita v skupnem seštevku, ampak Kuss ima zares lepo prednost, predvsem pa se vozi zelo, zelo dobro, ima vse pod nadzorom in seveda ima ob sebi odlično ekipo samih zvezdnikov. Če sta ob tebi zmagovalec Gira in Tura, potem veš, kam sodi ta ekipa. Če bi bil Kuss v katerikoli drugi ekipi, za njim pa Roglič in Vingegaard, potem je jasno, da ne bi zdržal, da bi težko bil morda celo vpet ali pa še kakorkoli. Tokrat pa se zdi, da se morajo v Jumbo Vismi pravzaprav odločiti, kdo bo zmagal, pa vendarle veliko prinaša zadnji teden. Vemo, Sepp Kuss ima za sabo, sedaj je to njegova že tretja 3-tedenska dirka, kar pomeni, da nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom, kako utrujene bodo noge po 14 dneh dirkanja. Jonas Vingegaard ima po drugi strani Tour za sabo in ne tiste idealne priprave za Vuelto, medtem ko se je Primož Roglič posvetil tem pripravam na dirko po Španiji in na napad na zmago, ampak bo imel proste roke, jih ne bo imel. Ne vem, bomo videli, mislim, da bo že Angliru zelo, zelo pomembna etapa, ki bo pokazala, kam še kdo sodi, tudi izmed teh 3, če jim bodo seveda dali na tisti strmi vzpon proste roke. Upam, da bodo imeli vsaj dovolj, kot sem že dejal, prostih rok, da bodo lahko vsaj pokazali še nekaj moči, kajti zdi pa se, da Jumbo Visma vseeno ima vse pod nadzorom in je zares blizu ti novi zmagi na 3-tedenski dirki, pravzaprav rekordni in zgodovinski. Hvala lepa, David, in želim ti prijetno delo v Španiji in čim več dobrega poročanja. Upamo, da bo do nedelje rdeča majica zamenjala še kakšnega lastnika. Zdaj pa se je v naši družbi pridružil Simon Masnak. Ponovno živijo, Simon. Živijo, Miha. Kako si kaj? Kar v redu, malo utrujen od kolesarjenja danes. Kolesarjenja, kje si bil?
štart Krajinska gora, pa čez Vršič, pa pol na predel, pa pol čez Sela Nevejo in po kolesarski poti nazaj. Bil si pa tudi na Mangartu, ne? Prej smo videli neke podatke. Res je, prejšnji teden sem bil pa na Mangartu. Ja, in si malo preračunaval tudi? Ja, ampak ne moje vožnje z Mangarta, ker mi je na eni luknji na spustu odneslo v bistvu Garmin nekam v prepad. Aha, se pravi, iščemo Simonovega Garmina, a ne? Tako, če ga kdo najde, ne ga samo izklopa, da na Strava podatke pa vse. Okay. No, tako, na podatke. Malo smo primerjali s Tourmalejem te podatke, Jani in Martin pravita, da ni čisto primerljivo, ampak po podatkih pa je. Ja, vice, da podatki vedno ne povejo cele resnice. Ne? Predvsem se mi zdi, da če primerjamo Tourmalet z obeh strani, ne? Ker sta v bistvu po višinskih metrih skoraj enaka, se pravi to, kar so zdaj kolesarili 30 metrov višinskih več, kot je bilo tisto na Turu, je pa ta stran kar 4 km daljša. Ne? Se pravi, je bolj položna, ampak daljša. Kar seveda pomeni, da če bi čist na prvi pogled to primerjali, bi se zdeli, da so kolesari zdaj šli bizarno počasne. Ker recimo Pogačar in Jonas sta šla takrat na Tour de France, Pogačar 1912 vama, Jonas pa 1895. Ne? Tokrat je šel recimo Sepp Kuss, ki je objavil svoje podatke 1550. Ne? Malo manj, ne? Ja, seveda, če bi šli zdaj preračunavati, ne, samo po vamu, kakšen čas bi Pogačar za isto hitrost oziroma z istim vamom dosegel, bi bilo to kar 44-16, kar je pa seveda nerealno. Ne. Ja, jasno, vam je lažje narediti na strmih klancih. Tako. Bolj, ki je klanec položen, težje pridobiti višinske metre na uro. Tako. Kaj recimo to, če malo še na rekreativne kolesarje, kaj recimo pomeni, kakšne vame recimo dosegajo rekreativni kolesarji? Za rekreativnega kolesarja mislim, da je vse čez 1000 že zelo v redu. Se pravi, 1000 je, ne vem, en krvavec je točno 1000, ne, iz 400 na 1400 in če ga prevoziš v eni uri, je mislim, da kar v redu. Zdaj to, kar pa dosegajo predvsem na Tour de France v zadnje čase, 1900 plus na take vzpone, kar pomeni seveda spet laično, da ga si v pol ure na krvavcu, to pa govorimo o hitrostih 23 na uro na vzpon, ki je 7,5%, si pa mislim, da rekreativc, začetnik verjetno že na ravnini, kar težko predstavlja, tudi tisti, ki se pa že 15 let vozimo, pa je to nekaj, kar se nam na Garminu pokaže, da je ciljni ta, s katerim se primerjaš na vrhu, že tam nekje na sredini vzpona. Mogoče še to, vam ne pomeni, da moraš voziti 1 uro, Največje številke se postavi na krajših klancih. Torej, bolj kot da se zapodite na krvavec, je morda bolje, da greste na Šentjošta, ki je izjemno strm pa kratek, pa potem preračunate krat, da dobimo uro. Jani, lahko ti postrežeš s tem svojim podatkom? Kakšne rezultate si ti beležil recimo? Na treningi nikoli neke impresivne podatke. Če sem na treningu dosegal vam, recimo na 15-minuten klanc, do 1800 je bilo že zelo, zelo dobro. Na dirki je pa drugače, ker je tudi adrenalin drugačen, sama dirka povzroči, da greš hitreje, pa daš vse od sebe. Takrat pa ja. Kaj to pomeni, čez 2000? Ne, čez 2000 ne. Jaz tudi nisem bil kolesar za kratke klance. Meni so klanci ležali taki, ki so bili od 20 minut pa naprej. Pa še nekaj je pri teh podatkih pomembno, kako hitro se odpelje prvi del klanca, kjer je na dirkah vedno glavnina ali pa večja skupina, kjer drugi narekujejo tempo in potem tisti najboljši samo dokončajo. Tudi Jonas Vingegaard je na tak način odpeljal Tourmalet o zadnjih 8 km v svojem tempu. Ja, zdaj, kar se Mangarta tiče pa rekreativnih kolesarjev, jaz mislim, da sta vsaj dva problema. Prvi je, da se to začne z vzponom iz predela, z Loga gor, in tam je ena zelo dolga ravnina, sonce vedno nabija, in tam se ponavadi zaženeš kot tele v nova vrata. In recimo tudi moji rezultati so do odcepa za Mangart bliže tam nekje 21 minut, tudi danes sem šel 24 minut. Ampak pa se pa čas malo stav, ko greš na tisto strmino proti Mangartu, se pa kar naenkrat te minute kar začnejo premikati. To je seveda relativen. Ja, zelo relativen, no, pol pa kot izgovor imamo še vedno lahko, da zgor je pa tista rampa, na kateri se moraš ustaviti. Kaj pa luknje, kakšne stanje ceste v zadnjih letih? Cesta je zelo v redu. Če si izgubil Garmina? To je bilo pa na delu, kjer zaviješ že iz predela navzdol.
In tam so super popravili ta zadnji del, Ja. gor okoli strmca so pa še vedno luknje. In tam je hitrost zelo velika, ker praktično gre brez bremzanja. In sem zapeljal eno luknjo in enostavno sem videl, kako leti 40 metrov v zrak. Ampak pretiravam. nisi potem niti ustavljal. Seveda. A se hecaš? Ne toliko zaradi Garmina, kot zaradi časa na Mangar. Podatkov. Razumem. Podatki so bogatstvo. Seveda pomembni. Še ena stvar, o kateri se pogovarjamo sedaj na teh tedenskih dirkah, je prehranjevanje. Mogoče, Jani, tukaj vem, da ti si veliko o tem sicer govoril, ampak tule je zdaj tudi kar velik napredek napram tistemu, kar je bilo v tistem času, ko si bil tukaj. Ne? Ja, znanost je šla naprej. Zmeraj je tako, da ko pride nekaj novega, se gre zmeraj v ekstrem spet. Takrat, ko sem jaz začel dirkati, je bilo zmeraj čim manj hidratov na dirki, potem dodajaš hidrate in je v redu, pa tudi hidratov ne toliko spet. Zdaj je pa znanost taka, da se je 90, 100, 120, tudi 120 gramov ogljikovih hidratov na uro, kar je bilo v mojih časih nepredstavljivo. Ne. Mi smo na uro pojedli mogoče eno čokoladico pa en bidon, ki je imel 30 gramov hidratov, ne. Mogoče 50-60 gramov hidratov. Zdaj je to šlo na 100 do 120, pa potem po dirki spet v glavnem prevladujejo sem ogljikovi hidrati. Ja, predvsem je veljalo, da več kot 60 gramov ogljikovih hidratov telo ne prebavi v eni uri, ne? Torej ne pripelje glikogena do mišic, ne? Predvsem med naporom, medtem ko jasno najnovejše raziskave oziroma zadnja leta se to pač potrjuje, da se da mnogo več pripeljati do mišic, ampak jasno vprašanje, v kakšni obliki se to vnese. Ker naenkrat smo z maltodekstrina, ki je bil zelo drag, prišli na skoraj, na rekovajih navaden sladkor, glukoza in fruktoza malce drugačen razmerje, kot je to namizni sladkor, pravzaprav je kar naenkrat super gorivo. Da boste vedeli, takole izgleda 100 gramov, 100 gramov ogljikovih hidratov. V obliki testenin. V obliki testenin, toliko je recimo. In to bi moral kolesar pojesti vsako uro tako šalčko. Tako. Simon? Tako, med vožnjo. Ja. Si predstavljate, da Kitajca, še s paličicami? Ja, seveda, to se med dirko je v obliki gelov izotonikov veliko večino, ne? Tako da en izotonik, kot je že Jani rekel, ima nekje 30 gramov, en gel ima nekje okoli 20 gramov, ne? Tako da potem priješ na neke številke oziroma na neko veliko bolj normalno, ne? Pač seveda tega noben normalen človek ne poje vsako uro. Ne? Je pa v tem se veliko gibal pri Remku, ne? Glede na to, da niso rekli, da je bil boln ali karkoli, ne? Remko, recimo, sem pogledal njegov čas na Tourmalet, je bil pa 1 uro 11, ne? Ker je recimo samo 12 minut boljše od mene v mojih najboljših časih. Tako da očitno je res imel težave in prebava ali pa ta praznost je verjetno ena od glavnih. Se pravi, 4-5 za 5 ur tega, to je res ogromna količina. Ko govorimo o teh flopih, tudi predstava Tadeja Pogačarja lani na Granon. To je bilo predlani. Vemo, da mu je praktično zmanjkalo goriva. Govorilo se je o tem, da vmes ni dobil okrepni postaji tistega, kar bi pač moral dobiti, porabil bistveno več, kot so sicer načrtovali. Skratka, okoli prehrane se dogajajo velike zgodbe. Je pa res, da je to potrebno vseeno med samo dirko tudi konzumirati, se pravi pojesti, spraviti v telo, zaužiti, preprečiti prebavne težave. Skratka, gre tudi za navajanje telesa, ne samo med dirko, ampak tudi na treningu je potrebno jasno spremeniti način prehrane. Moram povedati, zdaj ni problem, če samo poješ, tudi porabiti je treba. To je pa moj problem. Ja. Pa mislim, da je tudi v primeru Remka, pa tudi če to primerjamo s Pogačarjem, se še ena stvar pokazala, da kolesarji vse niso roboti. In pač v tistem trenutku, ko ti začne zmanjkovati glikogena, je tudi učinek na same možgane zelo zanimiv, če tako rečemo. Se pravi, sprejemanje odločitev pa take stvari se zelo, zelo spremenijo od tega, če sediš v sobi v lepo ohlajenem prostoru. In Remko, smo videli že v prejšnjih etapah, da je bil kar podvržen tem čustvenim reakcijam in zdi se, vsaj po vsem, kar sem se jaz poslušal v raznih podcastih, komentarjih iz ekipe ali pa ljudi, ki poznajo stvari,
da kar se je zgodilo, je verjetno nek učinek premalo hrane in potem pač njegova glava, ki je šla čisto v drugo smer, govorijo nekako, da takrat, ko je videl, da začenja zgubljati proti 10 minutam, da je v bistvu so ga komaj prepričali, da je sploh ostal v dirki. O tem smo pa tudi že govorili. Ja, mislim, to je znano dejstvo. Že Andrej Hautman je večkrat rekel, težko je biti pameten pri 180 pulza. Poleg tega, ko zmanjka najprej možgani, glikogena, ker ga pač mišice potegnejo in potem se seveda v glavi naredi tema. Dobro, verjetno bi lahko cel podcast podredili enkrat samo prehranjevanju, samo toliko, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, da se malo plastično predstavljate, kako vse skupaj, pa da se še ena dimenzija doda, ki je zelo pomembna v tem kolesarstvu. Prijetna naloga z prejšnjega podiuma. Zastavili smo vam nagradno vprašanje, katera dirka po Španiji je letošnja Vuelta za Primoža Rogliča. Vprašanje ni bilo pretežko, pravilen odgovor pa je 5. in veseli smo, da ste večinoma pravilno odgovorili. In zdaj bo Martin Hvastija imel prijetno nalogo, namreč izžrebati enega med vami, ki ste med komentarji dali pravilen odgovor. Dobili boste startnino za dobrodelno prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem, ki jo podarja Nova KBM. V prejšnji oddaji smo že govorili, tako prosim še Simon, da se vsi poljub sreče da se vas dotakne. In torej govorili smo o tem projektu že v prejšnji oddaji o Zlatem krogu s Primožem Rogličem, dobrodelni projekt. Proga je dolga približno 70 km, start 24. septembra ob 11. uri in eden, to je ta, ki ga bomo sedaj izžrebali, bo dobil zastonj startnino. Ok. Glede na to, da so uporabniška imena, bomo takole, mislim, da Demis Stamenkovič 8139. Demi, napišite nam v zasebno sporočilo ali pa med komentarje še enkrat vaše podatke in se nam boste oglasili in bomo vam poslali to nagrado. In tudi danes imamo, zdaj smo pa pozabili Simon, nagrado, podpisan dres. Ja. Škoda. Ne, imamo jo, samo pozabili smo jo za pokazati. Vam bomo pokazali fotografijo, tule je fotografija. Podpisan dres slovenske kolesarske reprezentance, članske, z letošnjega svetovnega prvenstva. To vam podarjamo in kako boste, to je v povezavi s Kolesarsko zvezo Slovenije in tega smo zelo veseli. Kako boste dobili ta dres lahko po istem načinu kot v prejšnji epizodi podiuma. Nagradno vprašanje vam bomo zastavili, vi boste pravilno odgovorili med komentarje in danes vas sprašujemo, tudi to ne bo preveč težko vprašanje, katero mesto je na cestni dirki na letošnjem svetovnem prvenstvu zasedel Tadej Pogačar? Ja, verjetno se ga še spomnimo, kako je imel težave z hrano oziroma trditvo, da je že 2 kroga preveč, da je bilo. Ja. Ni težko vprašanje, ne? Še enkrat vprašanje, se pravi... Če bi vprašal, kateri je bil Matevž Govekar, potem bi bilo težko, malo razmišljati. Ali pa bi morali iti odpreti, ne? Da pa za ljubitelje kolesarstva ne bo pretežko vprašanje, ampak to je ideja, ne? Da se podeli. Skratka, podpisan dres slovenske reprezentance, celotna reprezentanca se je podpisala na ta dres, tudi Tadej Pogačar in vaše nagradno vprašanje je, katero mesto je torej na cestni dirki na svetovnem prvenstvu, letošnjem svetovnem prvenstvu zasedel Tadej Pogačar. Pravilne odgovore pošljite med komentarje pod tale video, tako da časa pa imate do petka 15.9. do 12. ure, namreč naša oddaja, zadnja oddaja Podium bo na sporedu že v soboto, tik pred koncem letošnje Vuelte. Sodelujte v naši nagradni igri, zdaj pa imamo še eno prijetno nalogo. Tega se najbolj veselim. Poglejmo, kako smo v prejšnji oddaji napovedovali, kako se bo razpletala dirka po Španiji. Bolj nas mogoče zanima, kaj misliš, kdo bo na koncu drugega tedna nosil rdečo majico. Jaz mislim, da jo bo Jonas. Dobro. Ampak bodo zelo skupaj še kar po koncu drugega tedna. Dobro, bomo videli, ti si se zdaj prvič preizkusil, Jani. Jaz mislim, da jo bo Primož. Dobro. Kdaj? Na koncu tedna. V nedeljo? Na koncu tedna jo bo imel. Aha, kdaj jo bo dobil, ne vem. Ja, to je smisel napovedovanja. Jaz mislim, da na kronometru, da bo Primož boljši od Jonasa. Ja, meni se zdi nasplošno, da Jumbo kontrolira celo dirko, tako kot zdaj, ko gledamo nazaj, nažalost je verjetno tudi Tour kontroliral
In jaz imam tak občutek, da bojo pustili, da je v drugem tednu, da so še vsi trije kapetani, kot so zdaj trije, ne, relativno blizu, tako da bo Remko v zadnjem tednu, če bo še zraven, ne, imel res nemogočo nalogo, da se bori proti trem. Kdo bo torej nosil rdečo majico v nedeljo? Bi tudi upal, no, da bo to Primož. Dobro, zdaj pa še jaz, da poizkusim svojo srečo. Jaz pa mislim, da bo Sepp Kuss ohranil rdečo majico vodilnega. Zakaj pa ne? In ga potem v zadnjem, tretjem tednu mogoče zamenja Primož Roglič. Ok, aplavza. Hvala lepa, končno je tudi slepa kura zrnjo najde, ampak dobro, se moral malo tako. Zdaj nas to čaka isto, Martin. Kdo bo torej dobil dirko po Španiji 2023? To je sedaj, vidiš, preizkus. Jaz sem prvi, da potem vam ostanejo ostale izbire. Kako pa obrnemo? Lahko jaz, vidiš, jaz sem dober napovedovalec postal zdaj. Želim si, da bi jo Primož Roglič, ne? Bojo pa Sepp Kuss. Jani? Enako. Argumentirati je treba malo. Trenutno ne vidim nobene možnosti, da se bi kaj spremenilo, razen če bo pač eden odpovedal, ali dva, ali pa vsi trije. Zdaj si prav. Sepp Kuss, ne? Sepp Kuss. Simon? Ja, logika pa racijo definitivno govori Sepp Kuss, kar je verjetno to tisto, kar je tudi za samo ekipo najboljš. V tem smislu, da zdaj, da se začneta kapetana napadati, tistega pomočnika, ki je nedvomno zelo veliko pripomogel k vsem zmagam, ki jih je Jumbo Visma do sedaj naredila, bi verjetno za prihodnost te ekipe ne bilo ravno pozitivno. Mislim, da se v Jumbo tu precej manj bojijo, da bi se pokusil zrasla krila, pa potem mogoče imel ideje za naprej, da pač bi rad bil kapetan tudi na turu in šel kam drugam. Tako da je racijo govori seveda Sepp Kuss, ampak jaz bom vseeno rekel Primož Roglič. Primož Roglič. In jaz bom sedaj vse skupaj uravnotežil in tudi rekel, da bo Primož Roglič dobil dirko po Španiji leta 2023 2-2. Kaj pa Jonas? Očitno ne. Ne bo, Jonas ni. Ne? Ni v dobri formi. Malo preveč je bil bled na vrhu Tourmaleta, ampak bomo videli tretji. Mislim, da je to samo ta scenarij, da res Jumbo v nekem trenutku reče, v redu, zdaj se pa na tem hribu se pa pomerite med sabo in da vidimo, ne? To je malo verjetno, ampak verjetno pa kakšen od gledalcev tudi za Jonasa Vingegaarda. Ampak ja, to so naše napovedi, spoštovani gostje, najlepša hvala, da ste prišli. Martin, hvala tebi, res veliko veselje, da si prišel. Jani, midva spet naslednji teden, Simon, midva tudi, mi tudi. Tako da, poslovilna. Poslovilna. Mogoče pa še malo bologneza, da bo lažje. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, hvala lepa, da ste bili v naši družbi. To je bil tretji podcast Podium, v katerem se pogovarjamo o Vuelti letošnji in zdaj v tretjem tednu se bo vse začinilo in zaključilo. Če vam je bil ta video všeč, ga delite, spremljajte naš kanal, dajte kakšen like, komentirajte, sprašujte, zelo smo veseli vsakega vašega odziva. Najlepša hvala za danes in se torej vidimo v soboto. Bodite takrat ponovno z nami. Nasvidenje.